Zdaj boš morala ugotoviti, kje je ta kara baba. Kje misliš, da je? Pa tudi tu je ni, pa tudi tu je ni. Ampak tu. Magija. Beseda izhaja iz Grčije in pomeni neznano in ilegalno ritualno prakso. Ljudje so se namreč bali čarovnije in v letu 1584 je izšla prva knjiga čarovniških trikov, da bi ta strah ljudi zaustavila. Začetnik modernega čarovništva je bil umetnik Houdin, danes pa je še vedno najbolj znan David Copperfield. Da bi tudi v Sloveniji razširili to dejavnost, se je v Mariboru ustanovil magični studio. Kaj pa se dogaja, kaj tukaj? Torej, v prvi vrsti imamo tukaj delavnice za mlade, za začetnike, potem imamo tukaj tudi sedež kluba slovenskih čarobnih umetnikov, tako da imamo tudi seminarje dostikrat, kakšni poznani tuji umetniki pridejo, ki imajo tukaj seminarje, in potem včasih tudi kakšno zabavo. Mlade čarovnike smo zmotili ravno med delavnico in učenjem trikov. Zelo važno je za njih to, ker prav opažam pri večini teh mladih, da motorično niso ravno ne vem kako sposobni, ker so navajeni vsi samo po računalniku ali pa po mobitelu tipkat in tam motorika ne deluje. Tako da tukaj pri magiji, kjer se naučijo nekih določenih manipulacij, je to zelo važno. Poleg tega pa se lahko še zabavajo. Zakaj se pa ti odločil, da prideš na te delavnice? Ja, ker moj ata že tudi čara, že 23 let že čara, pa je zdaj malo nehal, te pa je rekel, te pa če sem že jaz čaral, te pa naj moj sin še te čara, te pa me vpisal, pa sem že prejšnjo leto tukaj bil. To mi je všeč zaradi magije, ker je tako, da bi se nekaj spreminjalo, kako bi to rekel, neka magija je. In verili ali ne, obstaja tudi tekmovanje čarovnikov. Seveda obstajajo, recimo temu obstajajo čarovniški kongresi. Čarodeji, čarobni umetniki, čarobniki, imamo te kongrese povsod, dosti jih je. Vendar pa svetovni kongres je vsaka 3 leta, to je Federal International Society of Magicians, in na tem kongresu je pa ogromno pomenilo, da sem nekoč dobil nagrado. Do sedaj sem še zaenkrat edini iz jugoslovanskega prostora, ki je nagrado dobil na svetovnem kongresu. Ocenjuje se stil, izvedba, smisel trikov, originalnost in igranje. Da postaneš profesionalen čarovnik, traja kar nekaj let in ogromno truda, vendar pa se lahko na koncu tudi izplača. To je zanimivo vprašanje, to me marsikdo vpraša, če se da živeti od tega. Torej, živeti se da od vsega, tudi od zbiranja smeti. Živeti na enem nivoju, ki si ga sam zastaviš, je druga stvar, ampak če se stvari lotiš poklicno, profesionalno, tako kot je potrebno, se da zagotovo živeti. Jaz prav živim od tega že več kot 30 let.